Noro, pa. Hvala ti. Res imaš hud studio. Wow. Poslušaš kje podcaste? Ne. A ne? tvoje ali nasplošno? Nasplošno. Joe Rogan, kdaj? Aha, ok. Pa jaz sem drugače sodeloval v enem podcastu za CSGO na začetku. A res? Ja. A slovenski ali Slovenski. Banana Rush. Ker se še zdaj obstaja, sem nekdo druga vod. Aha. Pa kakšne za gaming poslušam, no, tako. Aha. Ja, ta HLTV Confirmed je pač nekaj povezano s CSGO-jem, doskrat gledam. Pač. Ja. Tako da. Veš, da jaz sem, ko smo bili mlajši, vem, da je bilo v Koloseju, v tem ljubljanskem, je bilo spodi en lokal, ki je imel gaming kompjuter. Sistem. S petkami, ja, pa sedemko, vem. Ja, in mi smo zjutraj kot mulci šli tja in smo, mislim, da je bilo $1600 si plačal in si 4 ure lahko preklana igral. In igrali smo Counter-Strike. Verjamem, dolga ni, ne, to je bilo ja, tako da 4 ure smo, ob 9 smo začeli, smo nabijali, pa smo šli pa v McDonald's, CS pa domov. To je bil dober dan, se slišal. Kaj je bil? To je bilo še prej, sem jaz sploh imel dober internet, sam dial-up, sem jaz tudi hodil v sistema igrati, pač. Ker drugega ni bilo je ceneje, ne, pač, kukar pa dial-up, pač. Ja. A si iz Ljubljane? Ali? Ja, v bistvu živel sem v Vikrčah, no, to je pač. Aha. Ja, sej, mogoče sem mislil, da tako malo začneva, kako, mogoče morava povedati, o čem se bova sploh pogovarjala, ker to je ena taka tematika, ki verjamem, da veliko ljudi se ni srečal z njo, ne, vejo, kaj so igrce, ampak ne vejo pa, da se nekaj dogaja zdaj v tej industriji, ne? In to je elektronski šport. Elektronski šport je lepo je izraz, ja. Ja. E-sports, ne? E-sports, se pravi, v bistvu, jaz ga tretiram bolj kot šport, no. Tako. Se to je pa, kva je definicija športa, ne? A je šah šport, a je golf šport, ne? A rabiš fizično aktivnost, ne? Pa se meni se zdi, da si fizično aktiven v gamih, a ne? Tako, čisto iskreno, pač tudi če gledaš kakšne druge igre, ki jih jaz ne igram, StarCraft imajo ljudje 400 APM-a, so to hitri, profesionalni te pianisti, pač, a ne? To v bistvu terja nek fizičen napor in tudi veliko fizičnega treninga, po moje še več, kot obični športi, no? Tako. Ja, sigurno, ne? Sej pri tej definiciji ne raba iti v to noter, kaj je šport, kaj ni, ne? Oziroma dogaja se to, da stvar postaja zelo podobna klasičnim športom, ki jih mi poznamo, predvsem z vidika cache-a, viewershipa, ne, se pravi gledalcev. Ne. In čisto, da bi mogoče, klej sem si nekaj napisal, ne, da je bilo leta 2020 650 milijonov ljudi, ki je gledal e-sport. Ne. Tako, ja. In to za primerjavo, ne, to je v bistvu skoraj več kot olimpijske igre. Ne. Ja. Sicer oboje je povzetek nekih športov, ne, ampak pač če pogledaš celoto, mislim, da revenue 2018 za e-šport je bil, mislim, da 139 bilijonov po enih podatkih, 150 bilijonov po drugih. To je Milijard po slovensko. Ja. Bilions je... Imaš prav. Enkrat sem zajel v podcastu. Milijard, točno to, imaš prav. Ja, milijard pač, kar je v bistvu ful velika, ne? Tako, če pogledaš več, kot cela Hollywood pa entertainment industry skupaj, ne? Pa mislim, da klasični športi skupaj so nanesli nekih 500 milijard, e-šport pa 150, 130 do 150, no, kar je v bistvu, če pogledaš, koliko je zadeva mlada, ne, zadeva full hitro raste. Pa. Ja, pa tukaj imam še en podatek, ne, da je bilo za prvo mesto na Fortnite World Cupu, je bila v bistvu večja nagrada, kot nagrada za zmago na Wimbledonu. 25 milijonov ali 2,5, nisem zdaj tega podatka nisem dal, ne, ampak to drži, ta primerjava. Ja, Fortnite mislim, da je najbolj igrana igra na svetu trenutno, pač video igra in z njo verjetno tudi zato tudi sledijo take nagrade. Ne? Lepo je videti v bistvu, da firme, ki so razvile te igre, pa pač organizatorji dejansko nudijo take nagrade, zato ker to pač pomaga zadevo vršiti ven v medije, boostati viewership in vse take stvari. Pa tudi ljudje si pa želijo. Mislim, da je na nekem tem turnirju nek Slovenc bil 10, pa dobil ne vem koliko velik denarja. No, pač. Aha, ne veš koliko. Ne, vem, da sem bil na Pop TV-ju, na Večercu sem govoril o tem, ampak sem zdaj pač pozabil vse te cifre. Sej, če malo zagikava, ne, kako si pa ti začel z gamanjem, ne? Kjere so bila igre, ki si gamal, kako je to izgledalo v osnovni šoli ali kadarkoli si začel, ne? Malo tukaj izmenjava izkušnje, ker jaz imam tudi v bistvu eno tako zgodovino gamanja, ampak je pa to izmenil, ja, ker so me začele druge stvari zanimati. Ja. Zdaj še vedno, glih včer sem kakšne te AAA game spremljam, recimo Last of Us 2, ki je zdaj prišla,
to rad zaradi zgodbe. To je bolj ta gamam, storytelling, pa tudi bolj casual, ne bi temu rekel. Pač človek se sprosti. Jaz bi tako rekel, da te competitive športi 5-5, a ne? Zato je tudi primera športi, v bistvu, če ti priješ nami šihta, pa si sfukan, ti je težko igrati, zato ker to terja nek napor, ne? Mislim, ljudje doskrat gledajo, če ti hočeš biti dober, pa hočeš igrati ranked, grindati neke stvari, ne? Pač je v bistvu, meni se zdi doskrat, da če sem ful preveč utrujen, grem raje nekaj gledati, kakor pa igrati, zato ker bom vsako, ne? Slabo bom igral. Pač. Pa se boš še to dodaten, se boš sekiral, ne? Tako da čist razumem, da je pač nek casual aspekt, spet drugi pa naprimer igrajo igre tudi za casual, ne, pač sej, tudi te competitive igre igrajo igre za fana, ne, to je pač čisto odvisno od človeka, kako si stvari vzame. Ja. Kako si ti v bistvu začel? Jaz sem imel 2 starejša brata, imel sem računalnik doma, že ker sem bil ful majhen, tako po moje žene, ker sem imel 3 leta, 4 sem začel igrati, potem sem pa igral, ful sem igral včasih te, kako se temu reče že, a si kdaj igral Monkey Island ali pa Indiana Jones, Fate of Atlantis, to so Adventure games. Ja, tako, to sem ful preigral, ker sem bil mali, pa enako, jaz tudi. Ja, to mi je bilo res, wow, pa NHL-e, imeli smo doma original, mislim, da je bil prvi 94, ki je šel, mi smo imeli pa 95, 96, 97 NHL-e, ki moj brat treniral hokej, pa je te NHL-e igral, pa FIFA sem ful preigral 96, 98, take igre, pa sem na začetku igral, ne, pa tudi ni bilo še interneta, jaz se spomnim GTA 1, koliko je bil, zdaj ne vem, ali so bili megabajti, ali so bili kilobajti, ampak vem, da nam je downloadal tako 11 ur pač. Game iz neta po takih več fajlov, kao disketnih fajlov si zloadil in pa si jih lahko združil, tako da. Wow, ja. Ne, to se jaz ne spomnim, jaz se spomnim v bistvu te torrent aspekta, ne, da je bilo, da sem komad vlekel dol 20 minut, prav eno pesem, ne. To so bili še tisti internet, ki si ti v bistvu mogel družinski telefon izklopati. Ja, noben je smel linije zasedati. Tako, ja. Volja je bila v bistvu, ne, je bil internet, mislim, da je bilo to od Telekoma, ne, in to je bilo ful počasno. Siol, pa Telekom, ja. Volja, njihov servis bil, ker si dobil tako malo, mali disketek, mali disk, v bistvu mini je bil, ne, si ga noter, si to inštaliral, pa si pa iz telefona vštekel, ne. Kabel, ja. Tako, in ti si v bistvu plačal vsako minuto. Impuls, ja, in pa se ti je povezval, si še slišal zvok. Tako, ne, in tisto je bilo obupno počasno, ne, tako da tam ne vem, če bi kakšen game lahko sploh zloadil, ne. Težko zloadil, da se je igrati na to s full pinga, ne. Jaz se spomnim, da sem igral tako, sem igral 15 minut, 20 minut na začetku, pa raj nisem, ker je bilo predrago, ne. Kaj pa si igral online? Counter-Strike na začetku. To je bilo pol že dosti pozno, ja. 2000. Tako, ja. Ja. Jaz sem imel takrat glih 7-8 let pač. Ok, in si Counter-Strike začel igrati? Ne, v bistvu Counter-Strike sem po moje začel igrati 2-2, ampak takrat smo imeli mi še dial-up, ne. Tako da mislim, da je bila 1.5 verzija, to je bilo glih 2.2, pa na prehodu na Steam, takrat smo pa pol dobili tudi dober internet, pač na 1.6 verzijo se spomnim, ki je bila pol ta zadnja verzija, ta zadnja update igre, ne? In takrat sem pa v bistvu ful začel igrati, ker sem tudi dober internet. Ok, in začel si igrati Slovenci ali si se povezal s kakšnim? Slovenci. Ja, v bistvu se še zdaj spomnim, kako je vse skupaj. Pač bil sem na nekem, takrat smo imeli publike, Siol, Triera, tako več serverjev od providerjev in sem pač igral na publiku in nickname sem imel, ne vem kaj, rabim ekipo, nekaj tazga, pač a ne, in mi je nekdo pisal, sem ga dodal na Skypeu in pa se je začela, ne, pa tisto ni bilo še niti to zelo resno, pa tako, pa sem dosti hitro v bistvu spoznal ene ljudi, pa smo začeli tudi na turnirje hoditi, mislim, da sem bil prvič na Lanu, ko sem imel 13 let, pač, ne, v 1.6 in pa smo v bistvu skupaj igrali, nikoli nismo bili v Evropi dobri, še v Sloveniji nismo bili najboljši, ampak sem pač takrat igral, mene je bilo zabavano, ne, pač, ful veliko sem se tudi naučil. In pol kdaj si pa začel bolj resno igrati? Se pravi, da... Tela sem nekaj prekinil, zdaj sem se spomnil, ker sem vmes pozabil, ker si govoril o loadanju, ne? Ja. Ti se... Omenil si torrente, ampak se spomniš, kaj je bilo včasih predtem? Ne. Bila je še Emula pa Kaza. Ja. A se spomniš tega? Ja, zelo tako megleno, no. Jaz sem 90-letnik in ne vem... Jaz sem pa 91, tako da smo tam.
Ne, tok nisem šel. Aha, to so bile v bistvu še pred torrenti, ki so pol kasneje te stvari, kot sem ratale ilegalne, ker pri torrentih neki glede teh filov pa sharinga in so v bistvu pol torrenti prevzeli. To so bile te prve stvari, ki si dejansko dobil tudi večino gameov, komade, sam jih je mogel folk prav specifično pošerati. Prav specifično pod tep? Ali... Jaz mislim, da si ti od enega uporabnika, ki je zadevo imel in jo je uploadil celo zload. Torrent je pa pol po delih. Pa tako, od različnih ljudi, zato da je legal. Ja. Zanimivo, ja. Mi smo hodili, ena trgovina je bila za Bežigradom, ne vem, če se spomniš. Mantis se je rekel. Ja. Tam je v bistvu nek model prodajal rabljene igre, ne? Se pravi, ti si lahko svoje rabljene prinesel? Pa novo vzel, tako, ja. Pa novo, mislim, on ti je dal nek kredit, ne? In potem si ti vzel pač nove, ne? In vem, da smo bili z mulci, mislim, da smo bili mulci skozi tam, ne? Sem imel še un PlayStation Enko, a ne? Aha, še to, ja. Tam si pa mogel dejansko skozi igre kupati. Dejansko si mogel. Vse pol so ga zhekali, ne? Ja, to vem. Če si ga znal, dejansko ga niso vsi, veš. Ja, mislim, plačal si nekomu, da ti ga zhekali. Ali pa to, ja. Potem pa tudi on igrce dajo, ne? Tako da, ja, to je bilo kar crazy, ne? Veš kaj sem mislil, da greva, ne? Ker sva zdaj tokrat omenila ta Counter-Strike, a opišeš mal to igro za ljudi, ki ne vejo, o čem se gre? Čist probo posplošiti, Igra se igra 5 igralcev proti 5 igralcem, imaš 2 strani, eni se reče, da brani, druga napada, objekt, cilj igre je, da ekipa, ki napada, pride na 2 točki na mapi, postavi bombo, pač na eno izmed 2 točk, postavi bombo in pusti, da eksplodira. Te, ki branijo, morajo jim preprečiti, da postavijo bombo, če jo postavijo, imajo nek time limit, da jo difuzajo in to je v bistvu celoten nekak sklop igre, pa v to se pač potem umeša aim in vse to in smoky, flashi, pač. Ja. Ampak kakor se jaz spomnim, je bilo še par variacij igre, ne? Eno je ta bombna variacija, pa imaš, ko rešiš hostage, tako. Talce, ne? Tako. Pa, a še kaj je bilo? Bilo je veliko stvari, sem dejansko competitive se je vedno sam bomba igrala. Tako. Bomba je ta, ki je v bistvu predstavljena kot e-šport, pa nekako na nek način najbolj balance, se mi zdi. Ker rešuješ talce, je skoraj vedno mapa tako ni toliko zanimivo, tako bi jaz rekel. Ja. Za igrati tudi, pa za competitive. Ja. Koliko na dan pa igraš zdaj, pa koliko si igral, ko si bil najbolj noter deep? Si bil najbolj noter, sem igral, kukor se je dal. Kukor sem imel časa, ja. 18 ur, ali kaj? Ne, toliko ne. Naprimer, če sem šel v šolo ali pa službo ali pa karkoli, pač, če pa nisem imel nič, pa tudi po 12 ur. Ja. Tako da tudi po 12 ur, recimo, če se je dala, ne. Zdaj pa igram veliko manj pač. Zdaj tako, že če 7 ur igram, mi je ponadkar naporno. Težko mi je pač. Kaj je to, mislim, starejši, ki si... To pravijo drugače za starost, ampak ni tako zelo starost, kakor bolj fokus ti pade, pač. Mogoče je to povezano s starostjo, pač. Ker si mulc, v bistvu lahko igraš, pa si non-stop noter, ker si pa starejši, ki imaš še druge stvari, druge obveznosti, pa lahko, na zadnje, ker sem res igral hardcore competitive, sem igral po 10 ur pač. Tako da tok naprimer bi lahko zdržal po moje, da 12 ur, tako pa pač mlajši pa verjetno ne. Ja. Kako pa se pa v bistvu, a se kaj pripraviš, tako kot navadni športniki, veš, ki se ogrejo preden kaj ne. A imaš ti kakšen ritual ali sam usedeš se pa začneš gamati? To je odvisno od človeka, pač dosti ljudi ima nek ritual, jaz sem ga tudi včasih imel, v bistvu greš na neko mapo, spomniš si. Red Bull and Monster. To pa ne. V bistvu, kdaj sem kavico spil pa? Ja. Nisem bil fan teh drinkov, energy drinkov. In pol, dočkrat se ljudje ogrejo tako, da grejo na deathmatch, se reče. To je server, neka mapa je postavljena in v bistvu takoj, ko umreš, se uživiš. In tam gore je 20 ljudi in v bistvu laufaš po mapi in se sam strelaš, se obračaš in to te ponad ogreje. Ali pa greš tako sam na mapo, pa imaš tako 360, se ti spavnajo boti. In v bistvu se obračaš in jih strelaš, lahko naštimaš, da se premikajo. In tako se to so prav taki modi narejeni za to, da tako, take custom mapice, da se folk ogreje pač, ja. Ja, zanimivo.
Kaj pa to ekipo, kam imaš ti? Kako to deluje v bistvu, da se povežete v neko ekipo? Ne? Ker jaz si tako predstavljam, da je kot kar, ne vem, LA Lakers, so pač neka ekipa v športu, oni igrajo košarko, ne? Ampak morate nekdo noter rekrutati, morate sajnati. Ne? Kako pa kleje v e-sportu delujejo ekipe? Isto, ne? Pač. Načeloma je tako, da ti probaš najdati nekoga, ki bi te v bistvu sponzoriral, ki bi ti dal support. Te boljše ekipe imajo prav svoje rekrutmente, imajo svoje buyoute, v bistvu je isto kot šport, pač, ne vem, so plačali tudi že enormne cifre za buyoute, ampak jih ne vem izgledati, tako da jih nam rekel, ampak pač v bistvu nekdo te opaz, ekipa je tako sestavljena, da imajo svojega menedžerja, svojega coacha, te bolj profesionalne ekipe in pač dodajajo line-up okoli tega, pač, kar potrebujejo. Ene najbolj uspešna ekipa, zdaj mislim, da ima celo 7 playerjev sajnanih, pa pol malo rotira. In to je to, tam se pogovoriš, ti dajo plačo. V kateri ekipi si pa ti, kdo ste v bistvu? Zdaj več ne igram, competitive CSGO-ja. Glih, mislim, da 2019 sem končal v septembra, tam nekje. Tako da trenutno nimam ekipe. Igram pa eno novo igro, Valorant, tako da bom videl, če bom. Kako se reče? Valorant. Od Riot Games, ki so naredili League of Legends. Ok. Ja. Se pravi tudi strateška. V bistvu je klon CSGO-ja. Tudi v orožjih, ampak razlika je ta, da so karakteri heroji, ki imajo ability. Ok. Ja, čisto. To podoben kot ta, kaj že, Overwatch, ki ima podoben, podoben, zelo podoben, pač temu v smislu, da imaš ability, samo v Overwatchu imaš drug sistem, imaš ta payload, ni bomb, kle imaš pa prav tako v CSGO-ju, plantane bombe, s tem rečem tried and true, tested, pač game mode, ki ga imajo vsi radi. Kaj pa, a te ostale si, če našteva te igre, ki obstajajo, ki so najbolj popularne v e-sportu, ne? Ja. Prav imaš CSGO, o katerem smo govorila, Overwatch smo omenila, League of Legends smo omenila, tako. Dota, ne? Dota, Fortnite. Fortnite, ja, valjda. Ja. Kaj pa bi še bilo? Mogoče kakšen PUBG je bil prej, pa... Ja, to so te glavne. To so te ta veliki, ja. A si probal vse te, pa... Sem. Ponad probam pač. Doskrat je bilo tako, da sem v bistvu igral s kolegi iz CSGO-ja kasneje. Recimo Overwatch, ki je prišel, smo s teammati tudi vsi probali, skupaj igrali, malo se zabavali, pa pač hitro videli, da nam to ni všeč. Kako pa to vidiš? Kako to vidiš, da te nekaj povleče ali te ne povleče? Nočem pluvati v igre, meni pač Overwatch ni bil všeč in nisem je zdaj competitive dobro zasnovan. Ja. Ampak to je pač moje mnenje bilo in v bistvu mi ga je bilo dosti bedno igrati, zato sem ga hitro nehal. Ja. Kaj pa, ko ste igrali ekipa proti ekipi, ne? Ja. Kako ste, ali pa na nekem turnirju, ne vem, kjer je bil največji turnir, na katerem si tekmoval, ne? Kakšna je bila recimo nagrada ali pa koliko je bilo folka? To je zdaj relativno. Bil en turnir v Sloveniji, rekel sem moj Gaming Paradise, karkoli boš prebral o tem turnirju, boš vedel, da je bil scam. Ampak prva nagrada je bila 50,000 evrov in tam smo igrali. Ja, bili smo edini Slovenci, tam smo imeli dejansko priložnost igrati proti, mislim, da je bila takrat mogoče top 3 ekipa na svetu, Navi, NATO Zvinčare iz Ukrajine. V bistvu so bile top ekipe na svetu tam, in je bila situacija taka, da je ena ekipa na koncu odpovedala in so last minute poklicali nas. Nismo se fair and square kvalificirali in smo šli igrati, seveda. Ja, in CSGO je bil, ne? CSGO, seveda. To je bilo 2015. Ja, pa kar je bilo pa kasneje v tem turnirju in vse kontroverzije in to... Kaj pa je bilo, da ima povej to zgodbo, ker nisem zasledil. Gaming Paradise se je dogajal v Portorožu, naj bi bil nek paradiž za igranje, kakor ime povej. In v bistvu zgledali tako, da so najeli hangar in ko bi mogli igrati, računalnikov ni bilo, voznik v tornaku je izginil. Se pravi, gaming PC-jev. Tako, računalniki, na katerih bi igralci igrali in potem so pač last minute zrihtali neke krep kompe, ki so doštekali. Je to pa, kar organiziraš na Balkanu? Ja, ne vem, kaj je bilo to, ampak tudi vem, da te pro-gameri so imeli kasneje turnir v Dubaju, takrat je bil glih ESL Dubaj, tako kakšen teden ali pa 10 dni zatem. In so bili pač v nekem resortu, v nekem dobrem hotelu
in je pač prišla policija in sem pobrala pasporte, ker jim noben ni plačal. Pač. In je bila cela dilema, pač te playerji so rabili v Dubaj, policaji so imeli njihove pasporte, pač ta Saša Bulič, ki je to organiziral, ne vem, kaj je bilo z njim. Pač. In tudi ekipa, ki je zmagala, nikoli ni dobila svojega prize moneyja. Tako da to so v bistvu te main problems. Sam igrali pa ste vse, ne? Igrali pa smo, ja. Igrali pa smo. Ja. Sem razumel, da se... Se je vedel, kdo je zmagal na koncu, ne? Tako, sam pač ni dovolj keša. Sej je bilo že par skemov, enkrat v Indiji, pa mislim, da enkrat na Kitajskem, če se ne motim, pač skem turnirjev in pač se mi zdi, da v prihodnje bojo, da se to ne bo več moglo dogajati, ker bojo pač preverjali background, če imajo vse, kar morajo imeti. Pa tudi, zdaj mislim, da se organizira neka unija ali nekaj tazga, ne vem, kako se temu reče, pač neko društvo za e-šport v Sloveniji. Kakor je FIFA, recimo. Tako, točno to, ja. Organizacija svetovna, ne. V bistvu je za Slovenijo, ki bo pač hotela držati neke standarde, tudi turnirjo, in skrbela za to, da se uporablja. To sem nekaj bral na internetu, glih včeraj pa predvčeraj. Zanimivo. To je, mislim, da vse skupaj v sklopu Spici. To je pa en človek zadnji Samek, ki ga jaz dobro poznam, samo za vašnik, ki organizira turnirje po celi Sloveniji, v bistvu. Epicenter Lan se reče. Ja, in vem, da je on za tem pač in se za to prizadeva. Hudo. Ja, Koliko pa spremljaš te industrije streamanja? A ti, ki gledaš streamerje, pa Twitch, pa podobno? Gledam. Ja. Ne velik, ampak včasih sem mogoče več. Ponad imam enega igralca v igri, ki mi je všeč, recimo včasih je bil to CSGO, je bil Stil, ker sem ga veliko gledal, pa zdaj v Valorantu Vardel nekdo, ker se mi zdi, da je dober, pa ga v bistvu dosti gledam, pa se hkrati naučiš, sam po drugi strani pa po moje 2 urci na teden gledam, tako zelo malo. Ja. Ker to je vedno meni bilo ful zanimiv, ker recimo mi smo igre vedno igrali dejansko, ne? Sej to, a ne? Jaz tudi raje igram pač. Ja. In pol sem imel enega cimra na faksu. Kaj pa raj gledal? Kaj pa, recimo, Starcraft, a je bil Starcraft? Ja, to tudi jaz skozi gledam drugače, to sem pa velik fan. No, Starcraft, Rad ga je gledal, ni ga pa hotel igrati. Ja, in ga je samo gledal. Ja, isto sem jaz. Bil je v svoji spalnici in je imel komp in je gledal, kako nekdo igra, ne. In mi je bilo ful zanimivo, ker je imel dober komp, da bi lahko to poganil, ne, pa je igral. Pa je rekel, ne, ker oni so toliko dobri in je v bistvu, jaz nisem toliko dober in več imam užitka od tega, ker gledam enega, ki ful dober igra, ne. Ja, večkrat sem slišal, da imajo ljudje strah pred igranjem ali pa da niso dosti dobri in dejansko je res to, ne, pač. Pri meni je isto, Starcraft, naprimer, obožujem ga gledati, ful mi je zanimiv, ampak ga pa igraš toliko enega časa moraš vložiti, da rataš dober v tej igri. Meni se zdi, to je ena najtežjih iger, ne? Starcraft pač sploh. In ker si v bistvu full slab, ti mogoče bolj zanimivo gledati proje in ko enkrat razumeš, koliko rabiš biti dober, da si toliko dober, kot so oni, pač koliko je to enega truda in koliko je to težko, pa mogoče tudi bolj ceniš, ko to gledaš. Ja, res je. Ja. Sej to, kar si omenil, da je full kompleksna igra Starcraft, ne? Ja. Jaz, ki spremljam malo to področje umetne inteligence, ne? Pa razvoj machine learning, ne? Že leta 98 je ta Deep Blue premagal Gary Kasparova. Sam je čital, ne, to je pa on komentiral, ja. Ja. Premagal ga je v šahu, ne. Vem, ja. Gladko, ne. Potem pred parimi leti je ta Googlov Lila. Alpha Zero, Lila se mu reče, open source, ki igra šah, ja. Ja, ne, je premagal v Goju, ne. To je Go je... ona igra z unimi črno-belimi, ne? Ja, pikicami. Kitajska igra, ki je mnogo bolj kompleksna. Ja. Prav neki 10 na 23, neki tazga možnosti, več kot je atomov v galaksiji, neki tazga sem enkrat prebral za ta Go. To je res nerealno, ja. Ja. In je premagal najboljšega človeka, ki igra Go igro, ne? Ja. Za Starcraft so pa rekli, to je še nov level kompleksity. Ne moreš. In to bo zanimivo videti, ko boš ti v bistvu, ko bo je naredil umetno inteligenco, AI, ko bo sposoben premagati najboljšega v Starcraftu, ne. To so rekli, da je še naslednji mejnik, ne. Očkrat ti bom rekel, čist iskreno, šah, Go,
vse je na dlani, a ne? Vse informacije so vidne računalniku. Medtem, ko StarCraft ima skrito, ja. Je v bistvu bolj kot poker, a pa CSGO, jaz te igre težko jih primerjaš. Fulejnih ljudi je preproval primerjati šah pa igre iz e-športa. To jaz mislim, da ne moreš primerjati, a ne? Šah ti vidiš, vse informacije so na dlani, v večini iger ti nimaš informacij, naprimer v CSGO-ju dostakrat rečemo, da nekje spuščaš, da iščeš informacije, kje igra nasprotnikova snajpa, tako moraš v bistvu počasi odkrivati mapo, videti, kaj se dogaja, kakšne setupe imajo, oni kje rašajo, ne? Ti ne veš, kaj se dogaja in v bistvu iz tega vidika je po moje toliko težje narediti AI, zato ker v končni fazi verjetno bi se dala, ne? Jaz mislim, da bi se dal čez 10-20 let. To je samo probability. Verjetno, ne? Ker ti, če nimaš vseh informacij, recimo nimaš jih pri pokru, ne? Jaz ne vem, kakšne imaš ti karte, ne? Tako. Ampak jaz lahko računam verjetnost. Tako, verjetnost si lahko računaš. In se odločaš na podlagi verjetnosti, ne? Ampak v StarCraftu, naprimer, glih kot primer, je pa vedno verjetnost, da pred tvojo bazo model že gradi stavbe, ki bojo producale unite, a ne? In če res takoj ne skavtaš, vse to, jaz mislim, da bi se dala, ne? AI je itak lahko verjetno tako dober kot človek, ali pa boljši, a ne? Tako da... Ja, v teh stvareh. Ne? V teh stvareh, tako da zihro bi se dal, ne? Tako. Ampak vem, da pa se trudijo to narediti, pa da jim še ni ratal. Isto za CSGO, a ne? Pač. Ti lahko narediš bota, ki te bo vedno insta-headshotu, tako da v bistvu CSGO po moje se dejansko da... Aha, kako je pa s tem? A si lahko jaz nekega bota inštaliram, pa igram v bistvu, da takrat, ko vidim na zaslonu nasprotnika, da on v bistvu prevzeme kontrolo miške. Ja, temu se reče čitanje, ne? Čitanje, ampak kako pa to recimo na nekem serverju preprečiš? CSGO-ju gre zelo slabo. Aha, okay. Ja. Ful imaš enih ljudi, ki prav, da je top scena v CSGO-ju počitana, da je dosti playerjev, ki čita. Jaz sicer nisem tega mnenja, da v top ekipah je veliko čiterjev, ampak ziher pa so in se najdejo. Ne? Da se pač fora je, da zelo je v easy preprečati te heke, ki so popularni za na public servere. Ti lahko zelo daš enega bota, ampak ko boš ti šel na velik LAN turnir, boš težko s tem public hackom hacku. Imaš pa neke ljudi, ki so v bistvu koderi za malo custom coderji, ki v bistvu spišejo neko posebej kodo in jo prodajo tako 5 ljudem. In je zelo neopazna. Ful se da enih stvari v bistvu naštimati, da ne bo direkt na tvojo glavo zategnil, ampak tako 3 piksle bolj v levo, da ni tako sumljiv, da ne moreš čez stene zategniti. V bistvu ful imaš enih... Težka je ta tema, no? Težko je preprečiti hackanje, dejansko, zelo težko. Jaz mislim, da pač še najlažje na LANu, s tem, da na komp naložijo neko zadevo, ki kontrolira vse, kaj se injekta, kaj vse uporabi, ko se nekdo usede za računalnik. Ampak to je, naprimer v drugih igrah, Dota, LoL, StarCraft tudi nima takih težav. Pri StarCraftu ti lahko edin map hackaš, ampak če map hackaš, na LANu se to vidi. V CSGO-ju imaš pa lahko te stvari... Dosti bolj skrite. Take mikroinformacije, ki so v bistvu lahko tako pomembne, naprimer, ljudje se pač obračajo tako, da naredijo 180 z 2 swipama, pač, in v bistvu, če imaš tipko, ti lahko zategne prvič na nasprotnika, pa ti še enkrat poswipaš in v bistvu dobiš točno informacijo, kje je, čez steno, recimo, začitam, to so te stvari, ki pa narediš offset, da ne gre direkt na njega, ampak gre, ne vem, 1 centimeter stran od njega, ampak ti si pač pritisnil tipko in veš, kje je. To so te stvari, ki se ljudje bojijo, da jih lahko pač počnejo na prav nivoju. Ker imaš pač sumljive klipe, imaš ljudi, ki zategne blizu, dobi informacije. In se pravim, veliko je na teh informacijah. Če ti približno veš, kje nekdo igra, veliko lažje nekaj narediš, da to countraš. V igrci imaš, naprimer, imaš flashe, flashbang, flash grenade, te v bistvu uslepi in ugluši. In če ti veš približno, kje je nekdo, mu lahko tako perfektno to vržeš, da ne bo nič videl in tvoji ga spušajo. Tako. Kako pa je, recimo, to je igra 5 na 5, Tako. Kako imate pa, ker recimo pri fuzbalu je tako, nekdo je napadalec, nekdo je branilec, vsak ima svojo vlogo, recimo, A imate tudi vi svoje vloge, pa zanima me, a tudi daj žrtvujete kakšnega, on ve, da je vedno on nek dikoj, kako bi rekel dikoj po slovensko? Ja, vaba. Kakšna je strategija tako znotraj ekipe, to me zanima?
Mislim, da ima vsaka ekipa ponad neko svojo strukturo, ne? Ampak se delijo vloge. Pač ponad je nekdo, ponad je dedicated IGL, se temu reče in-game leader, ki v bistvu vodi igro, daje kole glede na informacije, ki jih dobi, mid-round se pač odloča, kam bomo šli, kaj bomo naredili, pa tudi na začetku porazporedi ljudi, to je nekak njegov namen. Ne? Pomaš AWP se reče, to je ta puška z skopom, snajpa po domače, je v bistvu tudi ponad definiran, kdo snajpa, njemu se vedno dropa to puško in on v bistvu pač drži linije, vzema duele, tako, zelo je pomembna ta puška, doskrat se igra okoli nje, pač, oziroma se proba set-upa v čim boljše pozicije. To, ki si rekel decoy, temu se ponad reče entry fragger, pač človek, ki gre prvi not, in doskrat je tudi zelo pomembno, da naprimer skoč angle. Zato, ker če ti naprimer držiš s kriscem neko linijo in ti nekdo skoč, začne za njim streljati, takoj za njim je pa nekdo, ki te v bistvu takoj, ali pa če te za snajpo drži, pa mu skočiš, te težji zadane in v bistvu je dejansko ta človek tam zato, da čeprav se reče entry fragger v smislu, da bo on dobil entry frag, je on ponad tam zato, da dobi informacije in da tvoje teammate refragajo. Ker naprimer, sam kot primer, da malo več obrazložim, pač mapa ima 2 bomb sajta, igra se pa 5-5, to se pravi, te, ki branijo, ne morejo biti 5 na enem sajtu, lahko sta recimo 2 do 3. In to je ta informacija, ki so tako pomembne v tej igri, zato je tako zanimivo. In v bistvu, če pač v teoriji pomisliš, lahko se teroristi združijo nekako, brez da oni dobijo, da točno vejo, kaj se dogaja in grejo 5-2, pač, ker samo 2 branta ali pa 5-3 in to je v bistvu ta... zato ni tako zelo pomembno, tudi če ta umre. Ta gre v bistvu samo, da dobi informacije in se... In bolj pove. Tako se unga se takoj, temu se reče refrag, da taki gre drugi, da pač ubije tega, ki je ubil prvega, refraga, ne vem, kako bi to po slovensko rekel. In potem, naprimer, tudi če prideš 4 na sajt ali pa 3, vse ne igraš 3-3, pa plentano imaš bombo in je v bistvu unim težji. Kaj pa te mape, a so še vedno iste? Večina jih je istih. Recimo Dust 2, ne? Dust 2 je ta najbolj popularna, ja. Še vedno. Še vedno se igra, pa... Mirage se igra, ki se je v 1.6 mislim, da rekel DCPL Strike ali pa Fire ali pa Mil, nekaj od tega. Mi smo Dust igrali, Aztek. To se ne igra več competitive, ampak obstaja pa še. Ja. Zakaj pa ne? Aztek imajo vedno svoje probleme, da v bistvu teroristi so full omejeni, imajo most, imajo un underpass, ki se sliš, pa imajo ta mala vrata, ki jih lahko nekdo z AWP-jem full dobro pokrije. Tako da ni v bistvu tako zanimiva competitive. Ni dobro ravnovesje. Tako, ja. Ja. Vsaj meni se tako zdi, no. Mislim, da se zato tudi ne igra. Pa še tam je bila neka... Inferno se je včasih full igro, ne vem, če se spomniš. To tudi. To se še zdaj full igra. Neke take hale so bile, ne? To je bilo v bistvu hostage. To je bil pa CSO Office, po moje. Verjetno. Ker to se je full igra na teh publikih. Ja. Kaj pa Call of Duty, pa to, kaj je tudi popularno, si kaj tudi igral? Jaz sem igral sam tega, ki je Battle Royale, če veš, kaj je to, ta Warzone, ki dropaš. To je zdaj pred parimi meseci. Tako, ja, pa je tudi zelo popularno. Pa sem užival v bistvu prvi Battle Royale game, ki mi je bil kar zanimiv, ampak drugače pa... Jaz sem bolj za CSGO, cel life sem bil, tako da... Kaj pa te tamali, a se kaj z njimi pogovarjaš, ko zdaj recimo vstopajo na to področje? Ja. Recimo, koliko od njih ima neko željo to profesionalno delati? Ali v bistvu sam pač zabavajo s tem? Mislim, da ima večina ljudi, ki v bistvu res tekmuje, hod na turnirje, na lane, ima neko v bistvu skrito željo ali pa tudi odkrito željo, da bi se s tem profesionalno ukvarjal. Kaj pa te prej, ki ne hodijo še na turnirje, ker res doma igrajo, ker teh verjamem, da je večina, ne? Teh mladih, ne vem, od 10 do 15 let, ki doma gejmajo, v bistvu povzročajo ful težave svojim staršem, ne? Ker so skozi računalniki, ne? Ja. Taki v bistvu. Kakšna je v bistvu pot, če slučajno veš, ne? Kako prijeti v bistvu do neke točke, ki lahko s tem živiš? Ja, v bistvu moraš prijeti v neko ekipo, ki ti bo dala plačo, ne? Kako pa priješ v ekipo? S tem, da te opazijo. Kako te bo opazijo? Igraš. Imaš neko platformo, reče se je Faceit ali pa Eseja, 2 competing, v bistvu konkurenčni platformi. In vsaka ima svoj matchmaking sistem izven Valve korporacije, ne? In v bistvu na temu Faceitu lahko ti igraš premium in v temu premiumu
mislim, da top 100 gre v nek qualifier, top 5 gre potem v Faceit Pro League Challenger in tam je prva nagrada, ne vem, $1200 in isto tam top 100 gre v qualifier in top 5 gre v Faceit Pro League, kjer je pa prva nagrada 5000. In zelo preprost način je, da v bistvu grindaš to, se prekopleš do te Pro lige in tam igraš proti v bistvu vsem profesionalcem in te tam opazijo in te vzamejo v ekipo in to se je v bistvu zdaj parim ljudem zgodil, enemu iz Litvanije, enemu iz Litve, mislim, da Broki pa Bimas, pač mislim, da imata 16 let, pa igrata za Face, tako da to je po mojem najboljši način za kogarkoli, ki si želi, ali pa na eseji grindaš za ta rank S, je čist isti sistem pač. Se pravi, obstaja neka pot, se že to... Ja, to se mi zdi tako najlažja pot. Pač. Veliko lažje, kot pa da recimo probaš. Po mojem je veliko lažje solo prideti nekam, da te povabijo v dobro ekipo, kot pa da probaš z Slovenci recimo pogrindati do nekega pro nivoja. Zanimivo, ja. Kakšen bi pa tako bil tvoj pogled na nevarnosti okoli tega? Ne? Ker veš, kot sem prej omenil, full staršev je verjetno ful zaskrbljenih, če njegov otrok gejma, ne vem, 8 ur na dan, ne? Ja, pa, itak, recimo, treba je šolo delati, nič ven ne hod. Koliko kle misliš, da so nevarnosti, ne? Ker, a veš, sam peščica pride do tega zaenkrat, ne? Ja, ne. Industrija itak raste, ne? Raste, ampak tako, kot si rekel, dejansko je velik riziko, pa tudi razen, če si res najboljši, se ti po moje vsem bolj splača v šolo hoditi. Ja, res je. Iskreno, ne, pač, pa ful navijam za e-šport, pa da bi čim več ljudi se s tem ukvarjali, ampak to je pač moje iskreno mišljenje. Zato lahko tudi bolj za fuzbal rečeš, ne? Ja, sam tam saj dobiš neko gibanje, ne? A veš, v bistvu dobiš nek zdravstveni benefit, ne? Ker tukaj je zelo vprašljivo, ne? Koliko je to zdravo, ne? Imel sem že enkrat eno oddajo na RTV v glih o temu prednosti in slabosti e-športa oziroma nevarnosti. Mislim, da čisto isto vprašanje. Tako da bom probal na hitro povzeti, da... Pač... Tukaj ne rabiš na hitro. Na RTV je na hitro. Aha, klej lahko na easy, ok. To je razlika med nami. Res. Videoigre so v bistvu nek dopamin... injektor ali kako se temu reče, pač droga dopaminska, ne, definitivno in lahko te pač zasvojijo, čisto preprosto, jaz pač verjamem v to. Seveda. In to je verjetno ena izmed nevarnosti, da je otrok zasvojen s tem dopaminom, ampak to se da pač counter, če to razumeš, ne, pač naprimer ne sme skozi igrati, po moje, no. Ni zdravo, zato ker moraš tudi druga nevarnost velika je pa fizična aktivnost, kot si sam rekel. Ne? Jaz to še najbolj vem, ker sem imel v bistvu 3 specifične različne poškodbe že med igranjem, zaradi katerih sem tudi mogel nehati igrati, pa v bistvu najboljšo ponudbo, ki sem kadarkoli imel, sem takrat zavrnil, zato ker sem si pol leta pauzo vzel, ker me je preveč bolel. In kaj pa je bilo? Ja, v bistvu bolel me je hrbet. Zelo preprosto. Ta levator skapula oziroma pod lopatico, romboidi, karkoli to je, trapez, pač bolel me je, ker sem aimu, moja desna roka me je zelo bolela, v bistvu sem dosti časa sem tudi preživel z ekipo na serverju v bolečinah in pa sem pač rekel, rabam pauzo. Pomagal je pa, čisto iskreno, sploh ne rabiš veliko, pač raztegovanje, vaje za moč, take stvari, za držo predvsem. V bistvu je zelo... To se mi zdi, da je ena stvar, na kateri še zdaj veliko delam, pač drža je, jaz sem imel že, ko sem bil mlad, zelo slabo drža in v bistvu s tem nisem imel težav do po moje 25-26 leta, ne. Tako da pač, ko si mlad, tvoj telo zdrži marsikaj, ko se pa staraš, pa v bistvu plačuješ za nazaj. Pri drži se dostikrat zgodi pri gamerjih, da jih v bistvu naprej da, ne, temu se reče forward shoulder rotation oziroma naprejšnja rotacija ramen, ker si pač sediš v slabi drži in v bistvu pa se dogaja, da ti prsna mišica ti rata krajša, se zategne, te mišice so super extendane in pač vse na tvojem telesu ni več v balansu, neha delovati kot more, druge stvari prevzemajo vloge, stvari, ki bi mogle tam biti, in v bistvu vse to vodi v slej ko prej v neke bolečine, ne. In tudi pri pro-gamerjih imaš v bistvu dosti primerov, ampak se mi zdi, da je to kar neka tema, ki jo probajo tako pod preprogo na hitrco. Imaš primere pač najbolj uspešnih ljudi, recimo Olaf Meister, najboljši igralec na svetu, 2015.
je imel isto težavo, ne, se mi zdi, Klej imel bolečine, Guardian, pač, tako da treba je pač paziti na svoje telo, pa ne mislim zdaj trenirati 2 uri, pač jaz mislim, da že 15 minut do pol urce na dan je čisto dosta, ne, sam da se malo raztegneš, da malo nekaj narediš, ker če pa ti greš v šolo, sediš tam, recimo, če so mladi ljudje, govorijo o mladih, gre v šolo, tam sedi do, 2-3, gre domov in tam sedi do 11 polnoči in gre spat, pač tako, kaj zdaj se mi zdi. Sploh pa vmes pa še telefona, kaj ti pa še nerdneka in še hujte v bistvu dan naprej. To so po moje resni problemi, zdaj pa mogoče niti ne e-športa, sploh današnje družbe, tudi zaradi teh telefonov. Tako da je treba skrbeti. To so, se mi zdi, glavne nevarnosti e-športa, da se pač ljudje ne gibajo dost, ni dost informacij na to temo, pa pride carpal tunnel, pride nekje bolečina. Druga stvar pa, kot sem prej rekel, ta zasvojenost oziroma pač brez volja, da bi počel karkoli drugega. Ja, jaz to veliko o tem govorim. Jaz sem sicer dizajner uporabniške izkušnje, v bistvu, kar se tiče social medije, pa to, pa kakšni hormoni so vpleteni pri uporabi kakšnih aplikacij. Za nalašč so narejene na ta način, da spodbuja dopamina. Ker dopamin te huka in ni imel interesu, da si ti hukan. In pri igricah jaz tako pravim, da mi imamo neko igro, ki je življenje, recimo. In na to življenje si ti prilagojen z nekimi hormoni. Se pravi, če se boš ti nekaj dobrega naučil, boš dobil zadovoljstvo. Ali pa če boš neki izziv premagal, boš naravno dobil dopamin. Tako, ja. Zato, da te v bistvu življenje spodbuja, da delaš dobre stvari. Potem pa mi to v bistvu naredimo fake igrico, ki ima podobne challenge, ampak so nagrade prav narejene tako, da maksimizirajo ta dopamin release. Okay. In pol problem, ki ga jaz vidim recimo pri mladih, je, da če imaš nekega otroka, ki igra iPad, 4 ure na dan, neko igrico, on cel dopamin pokur na temu in potem je dejpejt, nared nekaj iz lesa ali pa ne smeti. Je to njemu dejansko veliko težji. Ni zato, da bi se on odločil, ne da se mi smeti. Starši dostikrat tako gledajo, to je len, samo odločiti bi se on mogel. Nekdo, ki je zasvojen z igricami, dejansko mu je neizmerno težji, kot tebi. Ker nima motivacije. Tako. On nima dopamina. V bistvu zelo dober, to si zelo lepo povedal. In pač bistvo je, da se takih stvari, naredniki iz lesa, lotiš preden začneš kurt dopamin na teh drogah. Pač. Ja, absolutno. A veš, naši starši, pa njihovi starši se pa pač ne zavedajo. Jaz sem bil v 3. razredu, a pa v 4., ker sem dobil. A pa celo v 5., ker sem dobil baran telefon, in to je bilo takrat wow, in že na Nokia 3310 smo igrali, Kača je bila, pa neki Space Invaderi. Mi smo v bistvu bili na nek način pionirji tega testa, naši, mislim, niti ne moji otroci, ki jih nimam, ampak otroci današnjih staršev in tako, oni so pa vrženi v svet smartfonov, aplikacij, teh, tako kot si rekel, to pač preja na dopaminu, tudi aplikacije, kjerkoli aplikacija je zlodaš, skozi neke nagrade, zvoki, cekinčki, Tako. To je kazino, Kazino, sistem, vse je isto, vse to isto preja, tako da oni ne razumejo, po moje, še čisto dobro, pa naši starši niso razumeli, pa tako, ki si rekel, on je len, oni ne razumejo, ker niso imeli tazga otroštva, oni niso bili soočeni s temi, oni so šli ven, oni so na ta prav način dobili dopamin, tako, ki si ti rekel. Ja, ali pa bolj prav, Ali pa bolj prav, Ja, in to je vedno bolj, ko greš v ekstrem, vedno bolj, ko hekaš našo biologijo, vedno večjo imaš nevarnost, da narediš škodo, veliko škodo, In kako bo. A veš, jaz sem šel zdaj, prejšnji četrtek smo šli v Bovc in sem gledal naravo in meni je bilo lepo. Dejansko mi je bilo lepo, dejansko sem neke hormone dobival, ko sem gledal gore, pa ko sem gledal drevo. Recimo, Kako bo nekomu, ki je navajen tega blinkanja, 8 ur na dan se mu sprošča, rab v bistvu ful veliko akcijo, ful veliko stvar, da se mu sproži dopamin. Kako se mu bo pri drevesu sprožil? Ni šans. Njemu je drevo brezvezna stvar. Statična stvar, ki stoji. On mora dejansko začeti to razumevati, nekdo mu mora dati to znanje ali starši, in v bistvu mora delati na tem, kar je to. Jaz, na primer, na sebe sem vedno bolj gledal na
adrenalin junkie, zato sem vedno tokrat tekmoval, hodil na turnirje, mene v bistvu... Adrenalin ni zasvojil, ne? Mislim, v taki meri, kot dopamin, ne? Ja, mislim, v CSGO, v tej igri, naprimer, ljudje, ki sploh ne igrajo, ne vejo, pač imaš, naprimer, situacije, ko ostaneš 1-4, a ne? Pa zmagaš, ali pa 1-3 pa zmagaš, v bistvu to so te, in to takrat ti adrenalin res pumpa, srce ti pumpa, živčenci, malo se treseš in to so te, ne da sem živel za klač, ali temu se reče klač situacija, sklopka po slovensko, pač kad si 1 versus X situacija, se reče klač, ne da sem živel za te momente, ampak ponavadi so me toliko nafilali z adrenalinom in tako in bi v bistvu na sebe raj gledam kot na adrenalin junkie, zato tokrat tekmujem pač in kompitam in nisem tak casual gamer in tudi nimam rad, recimo, mobile gameov sploh, jih ne igram in mi gre na živce ta sistem teh stekinčkov, ampak vidim, kaj to dela ljudem, pač v smislu tega dopamina pač in je to zdaj se mi zdi, da je zelo velika in veliko govorljiva tema. Ja, zdaj se je videl v Forbes magazinu sem prebral, ker vedno pride tam iz Silicon Valley neki novi trendi, detox, ta detox, meditacija. Ne? Te podjetniki se ful ukvarjajo s tem, kako izboljšati svoje življenje prek hackov. In zdaj je ena zelo popularna stvar, ki se reče dopamin detox. Ja, to sem tudi že bral o tem. Ja. Da se ti detoxaš od stvari, ki ti dopamin dajo. In da v bistvu rataš bolj senzibilen na vse stvari v življenju. Tako, ja. Daš televizijo stran, mobitel stran. Pa ber knjigo, sej knjiga je, pa je zdrav, je tudi dopamin, ampak je na drugačni nivo, pa več enih skillsov se še... Tako sem jaz bral ta dopamin detox, da daš vse skrine stran, pa probaš, ne vem, brati knjigo, jeti na sprehode, telovaditi, jesti, skuhati, take stvari, en dan si vzeti, ki v bistvu brez vsega. Ja, jaz sem bil 10 dni sem bil na silent meditation retreatu, ne? Se pravi, 10 dni ne govoriš, ne bereš knjig, nimaš telefona, nič. Aha, nič. Kaj bi jaz tam dal za knjigo, ne? Sploh ti ne morem povedati. Aha, si se dolgočasno. Ja, valjda, ker ti nimaš, ti z nobenim se ne pogovarjaš, pa nič ne smeš delati, razen meditirati. Ja. Pa ješ v bistvu, kosilo pa večerja je bilo v bistvu highlight dneva. Ker je dejansko okušaš stvari. A pa sam ješ ali v družbi? Gledaš, v družbi ješ, ampak ne govoriš. Ne govoriš, ja. In v bistvu gledaš v krožnik dol in prav nek tak drugačen odnos imaš s hrano. Drugačen odnos imaš z vsemi stvari, ki jih zaznavaš. Ja. Ker si toliko senzibilen. Ne? Res je to. Veš, gledal sem mravlje po tleh, kva delajo, hrošči, veš, ene stvari, ki jih nikoli ne bi opazil. Sploh opazil, tako, veliko manj si, primer, jaz vem, da sem včasih si odnesel krožnik pred komp, si prežgal neko serijo in pač sploh nisem razmišljal o hrani, nisem niti dož večil, sem kar pogotovo tisto. Ja, in je res, ne uživaš, ne vzame si čas, zdaj si pa probam vedno za hrano vzeti čas v smislu, da se fokusiram samo na hrano. Da ko ješ, ne da ko ješ, boš gledal neki. Pa tudi, če neki gledam, ponavadi gledam v svoj krožnik in jema. Pač. Ja, res je, mislim, ful imamo izzivov, ne, pa naslednja generacija ima ful izzivov. To se meni še bolj zdi, naslednja generacija je še huja. Ne, ja, ker s tem v bistvu naša družba čist na dopaminu bazira, ne. Ker je to easy, ful je lahko nekoga zasvojiti, kolikor mu da dejansko srečo, če že nekaj prodajaš. Ne? A veš? Ja, vem. In pol rajš prodajaš nekaj, kar je easy. Ker je easy, pa pač, tako kot si rekel, se v bistvu večina ljudi, ki razvija aplikacije, hoče dobiti profit. Tako. Smo v takem svetu in pač oni vejo formulo, ki deluje in to aplicirajo na vse, literally vse aplikacije. Se mi zdi, da so na isto vižo. Pač. Ja, mislim, tiste, ki pa niso, pa propadejo. Ja. Se veš, to imaš ta, če vi ne boste tega delali, bo ena druga aplikacija. Bo TikTok, bo to boljš naredila. Tako. Zdaj ti kot Facebook se moraš prilagoditi, da vse strategije, ki delujejo v TikToku, moraš upeljati. Inkorporirati. Ker če ne boš zgubil userje, ne? Ker grejo tja. Ne? V bistvu tako imamo nastavljeno zelo čudeno. Ja, zelo proti nam. Lahko da en primer, recimo Duolingo, educational app, pač, učiš se jezike, ampak tam tako 5 zapored jih uganaš in pride nek piščanček, tako congratulations, pač 5 in a row, neke sekinčke dobivaš, diamantke, cink, blink, blink, pač. Isto, ne vem, solo learn, program za učenje programiranja, isto pač, Vse mora biti na to vse je na XP, vse je na level, vse je na comparison, vse... Res je, ja.
To je velik problem. No. Sicer, glih za to v e-športu, naprimer CSGO, sem jaz vedno bolj gledal kot neko igro, ki nima toliko zelo tega. Ne? Ja, to je res. Ja. Pa tudi malo njen, kako bi rekel, starejši, ali pa iz kje izhaja ta igra, njeni temelji niso bili narejeni v času, ki je današnji. Counter-Strike je zelo stara igra. Ne? Ja, pa v bistvu je zato, ker je toliko stara, je toliko testirana, v bistvu je zdržala zdaj že več kot 20 let. Ja. A ne? Pa v bistvu sam večja se še, v času korone največje cifre do zdaj, a ne? Tako da je neka formula, ki je očitno ljudem všeč in mislim, da ne bo šla nikamor še zelo dolgo. Ne? In naprimer, zdaj smo naredili Valorant, ki ne vemo, kako bo velik, niti nič, ampak je čista kopija CSGO-ja, sam z drugim pristopom. To je ta od Riot Gamesa, ki so pregovorili. Ja, vem, ampak sem mislil, če je open source... Koda? Ja. Ne, to ne, ampak je pa free to play. Igra. Ne, ziher ni open source, po mojem. Se pravi, oni so kupili od Valve. Ne, niso kupili, oni so namesto AWP se pa imenovali operator, ker doskrat na streami slišiš he has an op, AWP kot kratica po angleško he has an op in zdaj je operator in isto lahko rečeš op, a ne, op. In v stilu, ne vem, namesto da imaš kalašnikov, ko v CSGO-ju imaš kle vandal, ampak puška zgleda in deluje isto in ima isti princip, pač imaš M4, pa imaš kalaš, čisto isto v tej igri, sem drugače imenujeta. Pol ni ista koda, oni so prav prepisali na novo. Ja, oni so v Unreal Engine naredili, tisto je pa v Source Engine narejen. Da so oni vzeli kodo, tako mislim kopija, da je pač dejansko dosti podobno. Imaš Digla, imaš USP, tako pač ista orožja so sam z drugim imenom in isto funkcionirajo, zato ker vejo, da ta formula dejansko je dobra. Ja. Se mi zdi, da so dosti dobro naredili to, kar so hoteli. Kaj pa ti kot gamer, pa, ki si se s tem ukvarjal, kaj bi bil pa tvoj nasvet enemu staršu, ki ima težave s svojim otrokom, pa recimo igra 8 ur na dan, ali pa ne, bom drugače zastavil vprašanje. Kaj bi ti naredil s svojim otrokom? Pismo, ne vem, jaz bi radil na svet otroku, a ne, pač. Zdaj bo najboljši igralec na svetu CSGO-ju, do 18 leta mu starši niso pustiti šole, pač, čeprav je imel dobre offerje za veliko denarja. In če je on lahko, poleg tega, da je bil uspešen v šoli, bil tudi uspešen gamer in imaš ljudi, ki so, ne vem, doštudirali to pa to in bili pro-gameri, pač da se, a ne rabaš ti igrati 12 ur, da boš to, pač vzem si čas za šolo, a ne, in potem gamey, pač. Nared najprej low dopamine teske v smislu domače naloge, pa si vzem frej, pa staršu pa lej, če bo pač korektno delo šolo, kaj je pa narobe, če sledi nečemu, kar ima rad, pa ima svoj passion. Pač narobe je pa verjetno to, da pride iz šole dan in se usede za komp in pač je na kompu ves čas, pa pač je treba neke meje postaviti. Ampak to, mislim, je treba otroku razložiti, da bo to sam njemu beneficiralo. Tako jaz razmišljam, jaz nisem starš, tako da ne vem, kako se vzgaja in verjetno je veliko težji. Po moje. Tukaj je tisto, ki je teorija zelo lažja kot praksa. Ne? Pač, da tudi starši, meni se zdi, da večina staršev itak nič ne dela fizičnega, pač dej, ko on neha igrati, dejta skupaj, ne vem, se raztegniti, nareta neko stretch rutino, to je dobro. Neke vaje za držo, imaš na YouTubeu ljudi, ki ti bojo pokazali, pač ne rabim. Za držav lahko porabiš 5 do 10 minut, narediš wall slide, wipe-rovne, pač tudi ti neki nared, bo zgled. Meni se zdi, da doskrat starši pač težijo, ampak oni pridejo iz službe in gledajo televizijo, kuhajo, njim je tudi naporen, pa grejo pa spat, pač. Ja, res je. Veš, težko je. To, da z zgledom v bistvu spreminjaš druge. Tako, pač nared z njim stretch, pač pol, pa mu boš dal neke temelje za naprej, pač. Tako jaz mislim, pa bod strok. Ampak si bolj za to strogo varianto. Ja, mislim, da pač postaviš neke meje, tako se mi zdi, da itak. Če pač reče, da ne bo, ne vem, delo domače naloge, pa mu pa vzameš kompa, zihar je bo pač naredil, ko bo rabo ta dopomin. Ja. Vem, da mi je en gospod, ki se ukvarja z odvisniki iz Italije, je rekel, da je največjo abstinenčno krizo, ki je videl od človeka, ki je bil na gambling se pravi iz kazinojev. Tako da to so zelo podobne mehanizmi. Tako da te otroci so lahko dejansko zelo trpijo, če jim odvzemaš. Ja, jaz sem slišal, jaz sam, naprimer, nikoli me ni gambling potegnil, niti približno, pač, pa sem probal, igrati poker s kolegi, pa tako, pa tudi
kaj so te številkice, ki jih ljudje igrajo na pumpah, a veš. Stave? Slot mašini, ali pa stave. Nikoli me ni to v bistvu pritegnilo do nobene mere, ampak vem pa, da kakšne kremple ima ta zadeva, ki te zagrab. Pač, Slišal sem za ljudi, poznam jih pač, ki so v bistvu, to je huj po moje, kot alkohol. To je res, res težko. Tako, kot si ti rekel, da je to najhujša odvisnost, da v bistvu človeku se zmeša, pač, dejansko od tega. To je res grozno. Sicer se mi zdi, da gaming ni toliko bad, kot gambling, ampak... Ne, absolutno ni toliko, ne. Sam je pa na tem spektru, ne. Nekje je zadnji, ne. Nekje je vprašanje koliko, ne. Ja, zato pa treba je gledati, če na stvari gledaš kot na e-šport, to, kar smo prej govorili, na šport, v tem aspektu se mi zdi, da mogoče ni toliko velikega dopamin releasa, razen tega, da ne vem, zmagaš igro, zmagaš rundo, ampak je v bistvu tudi ko so ljudje kompetitiv, ko probajo kompetiti proti drugim, ki so kompetitiv in trenirajo, je v bistvu treba vložiti velikega truda in meni se zdi, da polovica časa, ki ga preigraš za to, da bi bil dober, ti niti ni fan, treningi ponavadi niso fan. Jaz lahko iskreno povem, da pač z ekipo spet, s 4 drugimi ljudmi, jeti na server na suho, jeti čez execute, to pomeni, ti boš klever gosmok, to je boring, pa to folku se ne da, folk nima več energije. In dejansko je to dostikrat hard work, pač. Veliko bolj, kot pa gremo igrati igrice, pač. In v bistvu polka, ki igraš proti dobrim, pač ful enih stvari, ki jih moraš skozi držati, nek nivo komunikacije, tudi, ko imajo ljudje slab dan, Zato ful cenim game, ki je solo, Starcraft mi je to všeč, ker si sam nase odvisen, V CSGO je pač 5 ljudi in vsi morajo biti na istem nivoju in pol tudi, naprimer, v Sloveniji, če igra slovensko ekipo, balkansko, kakorkoli, morajo imeti podoben level dedicationa, v to, da so komitani v igranje, v treniranje, Vse Fortnite je isto, solo. Mislim, da lahko tudi igraš grupe. Ja, verjetno je mešano. 3-3, mislim, da, ampak je pa tudi solo, Glavni mod je ta, da ti v bistvu padeš dol in je deathmatch, Tiska zadnji ustane. Jaz mislim, da imaš tudi squad, se temu reče. Mislim, da, ker res ne sledim Fortniteu. Ja, to je tudi ena stvar, ki je pa še zastonje. Zastonje. To je model, ki mora biti, da veš, Dota 2 zastonj, CSGO so naredili zastonj, Fortnite zastonj, League of Legends zastonj, Valorant zastonj, vse titule so zastonj. To je prav strategy, Lej, naredimo addictive igro. Ja. Sploh Fortnite, recimo, če gledaš. Kaj otroci dobijo v Fortniteu? Imaš dancing, plešejo, imaš druženje, imaš competition. Skine. Vse imaš. Zakaj bi on sploh se družil zares? Ja, okay. In pol jim daš to, plasiraš zastonj, noter daš dopamin release in imaš successful. Veš, kako oni to naredijo? Oni ti dajo zastonj čist malo, ampak če ti hočeš full dober ples, mislim, da tudi plese lahko kupuješ, nisem pa zihar, ampak skine zihar lahko kupuješ, ampak recimo za skine, pač lahko jih nagrindaš, neke določene dobiš kot reward itd., ampak pač večina jih je pa za kupiti, isto je v Valorantu, isto je v CSGO-ju, pač ti ne moreš kupiti skilla, ne moreš kupiti v bistvu gameplaya, lahko pa kupiš visual, in pač večina ljudi zapravlja za te visuale. Ja. Koliko pa je kaj, če greva zdaj mal na to filozofsko, na filozofsko področje, virtualna resničnost, Ker v bistvu igre, če gremo čist nazaj do nekega Ponga, to sta dve deskici, vem, ta prva, ki se podajata žogico, Že takrat smo mi nekako začeli simulirati naš svet, Se pravi, igre so v bistvu simulacije našega sveta, računalniške, in v bistvu tam kompitaš oziroma neke izzive premaguješ, In zdaj, ko gremo na področje te virtualne resničnosti, se pravi, imamo neke očala imaš gor in v bistvu greš noter, v igro, Jaz mislim, da to ni dvoma, da bomo enkrat prišli do točke, kjer ne boš več razlikoval med to resničnostjo pa virtualno resničnost. Ja. A si kje razmišljal o tem? Boš v bistvu imel vse to, kar sva govorila o dopaminu, o odvisnosti, o hukanju otrok, pa to daš še na potenco, 10, greš noter in otrok sploh ne prije več nazaj. Dobro, mislim, da to ne bo, ampak definitivno, tako kot si rekel, da bo isto, kar resnično, se po moje potrebno samo, da bo en piksel tako velik en atom.
to pa je verjetno samo vprašanje časa, če se bo to sploh dalo, ali pa pač mogoče niti ne, lahko je tudi verjetno večji, ampak jaz se strinjam s tabo, da bo tehnologija prišla do tega, da bo virtual reality isti kot to. Pač sam v vsakem primeru boš ti gledal nek screen in screen ponavadi prosto oko en running joke je online, da pač prosto oko ne vidi več kot 24 fps-jev, ampak po novih raziskavah vidi tudi 1000 fps-jev. Ja, če ostanemo na področju, da bomo mi ostali samo, da boš vizualno konzumiral. Aha, da bi ti prav preklopil na... Ja, recimo, zakaj ne? Ker v bistvu, če imaš omejitve tukaj, pri zaslonih, zakaj ne bi direktno v možgane simuliral neki, ne? Lej, če se bo dal, mislim, da se bo zihar, če se bo dal, se bo zihar to delal. Ja, in pol ti v bistvu igre so nekako neko popolnost hočeš narediti, ali pa neko ultimativno zabavo, ne? Ja. In zdaj si pa predstavljaj, da ti v bistvu lahko ultimativno zabavo simuliraš, ne? Koliko motivacije imaš ti, da prideš nazaj v real life, ne? Ker so težave, ker so... Vseeno mislim, da če bi res vse v možgani delal, ker ne prije virtual reality, kakor ga jaz zdaj poznam, moj sosed recimo ima Oculus in... Odvisno, kjero verzijo. Mislim, da ima ta prvo in zdaj neko novejšo za na PlayStation in si pač daš očala gora in pol greš igrati in ima, ne vem, Beat Saber, ne vem, če si slišal. Ja, sem igral. Ja. Si igral Lightsaber, pač mene je bilo tako highly addictive, pač, ampak ima pa ta added benefit, da se gibaš. Ja. Kakorkoli obrneš, si v bistvu fizično aktiven, ker sedenje res ni zdravo za nas kot ljudi, sedenje ni naravna drža. In če pač mi toliko časa presedimo, bi bilo zelo dobro, da vsaj nekaj minimalnega naredimo, da kontriramo te efekte. Ja. Ampak spet, če simuliraš direktno možgane, ne rabiš gibanja. Ne? Je pa lahko ležijo. Ti ležiš v bistvu, pa samo z možgani v bistvu upravljaš tega karakterja. Pa v bistvu že govorimo o matrici scena, mi smo baterija v nekih kokonih in... Tako ne. Ja, ker veš, mene skrbi pa, koliko boš ti imel motivacije priti nazaj, ne? Ker zdaj imaš neko, ne? Že na vece te, recimo ti lahko 8 ur igraš, na vece moram, ne? Ja. In v bistvu ta fizični svet te samo omejuje.Sko so neke težave, moraš skrbeti za telo, moraš ga nahraniti, moraš... Res je, nisi čist zbojen, malo si utrujen. Ja. Tam pa daš človeka na kateter, da lahko ščije leže in je not preklopljen in je to. Tako kot... Ja, vprašanje, kdo bi v to privolil, a bo to voluntary, a bo involuntary, pač, če bomo do tega prišli, ne vem, kaj ne rečem. Voluntary, igraš, sam koliko imaš pa ti izbere, če je neki tok addiktiv, to je spet vprašanje. Lahko te en tok zmanipulira, da ti misliš, da imaš izbiro, to je ultimativna manipulacija. Ja, to je najboljša manipulacija, zato ker misliš, da imaš še vedno free will, Tako. Ja, tako da na to pa dejansko ne vem odgovora. Bolje res bed. Tako jaz malo razmišljam, ker imamo dejansko dve poti, lahko je tako zelo dober, lahko je zelo slabo, ali pa smo že tam noter, v matrici, Sej, če ti ne moreš razlikovati, Sej to, kdo pa pravi, da nismo, Ja. To so te pol težka vprašanja, ampak čisto iskreno, naprimer zame, e-šport bo vedno nekako baziran na miško pa tipkovnico ali pa na game controller. Jaz mislim, da prav e-šport, če pač grem v to sfero, ko sem se jaz v njej ukvarjal, na e-šport, ne samo igre na splošno, mislim, da je zelo težko narediti competitive virtual reality e-šport in mislim, da naprimer CSGO-ja Counter-Strike ne bo nikoli zamenil neki virtual reality Counter-Strike. Mislim, da... Sam Beat Saber verjetno obstaja nek competition. Nisem pogledal, ampak... Sigurno, pa si ima že tam leaderboard, verjetno se tekmuje, kdo bo imel najboljši skor, Tako, ja. Tako da ja, zihar so neke tekmovanja, ampak a bi temu rekel e-šport, a bi temu rekel, kdo ima rekord, Ja, bolj bi temu rekel e-šport, ker je dejansko ful premikanja, Aha, okej. Čakaj, veš, da sem glih 2 dni ali 3 dni nazaj sem bral definicijo o športu iz English Dictionaryja, glih nekaj od to temo sem bral in v bistvu ga zdaj ne vem, ampak naj bi bil tudi e-šport del športa, ker je pač competition, mislim, da je zapisano, mogo bi prav definicijo prebrati. Ja, jaz sem tudi šel gledat, je zapisano sicer gibanje, ampak se je v bistvu... Fizična aktivnost, ja. Ampak, ne vem. To je zelo tako loose, lahko je tudi to fizična aktivnost, Sej to, ja.
Težko reči, mislim, definitivno ni to taka fizična aktivnost, kot je laufanje. Je pa, zato tudi mislim, naprimer, da ti gejmaš lahko dela. Ti ne moreš laufati 8 ur, po moje. Zato tudi futbalerji pač imajo 2 treninga, recimo na dan, kakšen dan, po 3 urce, to je 6 ur, ampak ne trenirajo pa 12 ur. Recimo v LoLu sem imel te, pa v StarCraftu, stare Kes, pa Gaming House, pač folk je noter igral 12 ur, imel sem svojega kuharja, zjutraj sem imel 1 uro plavanja, zvečer sem imel pa svojega maserja in pač folk je pač noter sedel in igral. Pač vse pogoje so imeli zadoščene za to, da so profesionalci in pač sedi in igrajo. Zanimivo. Hvala ti, Nejc, ki si prišel, ki si mal osvetlil luč na to področje, ki jaz verjamem, da bo neizmerno veliko. Ali že čez 5 let, recimo, da bo veliko več ljudi govorilo o tem ali pa celo gledalo. Tudi jaz to mislim, ja. Tako da, ful ti hvala. No? Hvala tebi, da si me poklical, da si me sprejel. Valjda. Slišim moje mnenje. Ja, uživi. Enako, živijo. Čau.